kukor bo dela, saj kukor je bilo. To tega pusti, ja, pa koliko bar pa nisi. Koliko se lahko zadela pa. Ja, še. Tanik. Just. Kaj so lahko govoriti? Mikrofona se ne vaja? Lep dober večer vsem skupaj. Ura je cajt, kot se reče v hribih. Moje ime je Borut Pršolja, naš nocojšnji gost je pa Marko Lukić. Dober večer, Marko. Dober večer. Nekaj takih čist uvodnih istočnic, s katerim se bo zagotovo še v nocojšnjem večeru velikrat vračala. Prihaja iz Maribora, letnik 69, sicer športni plezalec in alpinist. Včasih bi dal spredaj še besedo vrhunski alpinist, pa vrhunski športni plezalec. Član Akademskega planinskega društva Kozjak, poročen, oče 2 otrok, sicer ekonomist, trenutno direktor podjetja Lumar, nekaj bova upam tudi kaj o tem rekla. Družinsko podjetje se ukvarja s proizvodnjo in montažo visokokakovostnih ekološko-energetsko varčnih in pasivnih montažnih hiš, zelo skoncentrirana definicija. Pleza pa od leta 82, vsestranski plezalec in alpinist. Jaz sem napisal, da je slovenski utiralec hitrega prostega plezanja v težkih skalnih smereh, nekdanji prvak v športnem plezanju, državni prvak v športnem plezanju, tekmovalec v hitrostnem plezanju in plezalec kombiniranih smeri. Udeleženec alpiničnih odprav v Peru, Pakistan in Argentino. V Patagoniji je preplezal prvenstveni smeri na Cerro Fortaleza in Cerro Torre. Preplezal več kot 70 smeri težavnosti 8B ali več, med njimi tudi smer Just Do It z oceno težavnosti 8C+. To je bilo v Ameriki leta 97, ter prvo 8A smer v slovenskih Alpah, smer norcev v Švitah leta 2003. In doslej edini slovenski alpinist in hkrati športni plezalec, ki je po kategorizaciji OKS-a, se pravi Olimpijskega komiteja Slovenije, sočasno dosegel status športnika mednarodnega razreda, tako v alpinizmu kot v športnem plezanju. Evo, toliko za uvod in kot je že običajno, se nam bo gost najprej predstavil sam, oziroma Marko je za to priložnost zbral en kratek 10-minutni filmček, bomo zdaj najprej tale filmček pogledali. Dam vsem besedo, da bodo videli, da si živ. Samo za uvod, pač ta film je nastal pravzaprav že za prvi Silvo festival, predavanje in sem jaz Jureta prosil, da je ta film naredil, kaj dosti se pravzaprav nisem spremenil na znotraj, na zven že, pa dajmo to pogledati kot neki uvod, Bi že dolgo nisi gledal? Tisto na začetku ne, jaz vozim, tisto je samo za finto. Ne, gledal sem ga včeraj po 10 letih ali koliko 8. Tisti estri, da še položimo pa keramiko, to pa mislim, da smo tam zaključili. Dobro, daj se slišijo, ne? Velijo? Ok, ne. Čok. Kako te imate tu pripali? Malo reda, vam ne, škodili. Malo za higieno, skrbeti jasno rečemo, imam tako nekaj. Zdaj da še skivaš, kaj? Čuj, veš, kaj se prišel? Se nisem mogel, pa nisem, bo sem vse vrel.
kakorkoli je. Jutri imamo tisto predavanje, sam kako je Simon mi rekel, ne. Zdaj pa sem jaz svoje slike skupaj zlagal in je užas, ne. Itak 25 let skupaj, kaj se gleda, to če je nimčič. Ja. Celi dan imamo časa. Kaki estri? Ja, estri. Gled, človek jaz delam, celi dan imam časa študirati. Pomno je, da si se 2 minuti prejem. Če si montiral, ne, zdaj te nemaš, kaj? Kaj bom jaz pa? Tak smisel, veš, to, kar imamo zdaj, malo norce, malo vlastni, ko smo delali. Pa fora to, da se vidi tisti užitek, ne, da nam je vrej. Ne? Da ni tisto, zdaj pa smo ful trpeli, pa nas je zemljo, pa kako mi boge. Tako da vidijo, da je to človeško, ne? Da greš pa samo fajn, pa da gledamo, ne? En taki. Dober dan, gospod Blan. Prosim? Ja, lahko govorim, ja. Za tista okna, ja, tam bi naredili, tako smo rekla, ja, zapacimo hišo tisto varianto, da je 250 višji. Zmenjeno, ok, vredi, hvala. Ja. Prosim? Gužba. Kako vredno? Marko Lukić, Maribor, Slovenija. Pa mogoče, če bi dali še cunami, noter miks, ne, sedite tam še za strogami, gledamo, da je že staro, ampak da je neke skale, malo tega reda, ne, ker ipak, takrat so to tega posneli, bolj pa nismo nič naredili z tega, ne.
Meni se nada več. To je to. Kaj še komentar tega filma? Tehnika gre naprej, ne? Drugač pa... Ja, gre je bilo, ne? Vredo je bilo. Kje ste snimali tele reči? Nekaj je bilo posneto v Šitah, smer Norcev. Potem je bilo smer Lasmini, Dvežici, ena športna smer v hribih. Potem Cunami v Aosti, pa pri Juretu doma, ker se je dost nekih idej kalilo. Takrat pa je bil neki taki del subkulture plezalske, mislim, da se je kar dost plezalcev tam obrnilo. Oni prvi del pa je z enega drugega filma, GTV in Stockholm. Super. Pač v tistem času so bili športni avtomobili tudi del naše plezalske subkulture. Vsaj na Štajerske. Ko v enem tvojih prvih intervjujev sem prebral, da si imel tudi v tistem letu kar veliko prometnih nesrečev, kako je že bilo. Ja, pa niso bile tako prometne, da bi se jaz koga zaletal, ampak pač, ko sem tam povedal tudi učenje zadnjega pogona pač zahteva, tako kot vsako učenje, nekaj privajanja, ne. In ja, včasih se pač ne izide, ne, če si samo uk. No, ampak v tem istem intervjuju, ne, si pa Gregorju Šeligi tudi povedal, da si pravzaprav se z alpinizmom začel ukvarjati na nek način malo s prevaro, ne? Ja, mislim, ta zgodba je zdaj že tak... Tak urbani mit že malo. Ja, je že nek mit, ampak dejansko takrat si potreboval, najprej ni bilo še športnega plezanja, mislim, cela struktura je bila drugačna in načeloma si moral biti star 16 let, da si sploh lahko bil na Ferrajnu, pa starši so ti morali podpisati, ker si bil mladoletna oseba in vse skupaj. In sem jaz 3-krat prišel na Ferrajn, pa so rekli, no, kdaj boš zdaj prinesel tisto, da lahko ti hodiš, ne? In ker se jaz vedel, da ni šanse, ne, da bi meni to doma podpisali, ne? Sem pač si to sam podpisal, ne? Tako kako upravičilo bilo v petek za hribe. In sem pač pol hodil na Ferrajn naprej, ne? In pol, ki si se... Ampak, jaz bi rekel, to so take zadeve, ne, ki bi jih še naredil zagotovo še enkrat. Ja, to so, bi rekel, tudi danes. Definicija tistih dovoljenih laži, ne, bi šlo ukrepiti, ne? To je zgolj kršenje neumnih pravil. Človek mora, če bi rekel, čuti, da je nekaj prav in da je to za njega dobro, ne? Tudi prekršiti kako pravilo. Ko sta starša pol odreagirala, oziroma kdaj sta pol kasneje izvedela za to? Sta enkrat izvedela, ker sem jaz enkrat doma ležal v bani, pa sem bil celi plavi, ker sem padal tam, nekaj smo plezali. In kaj je bilo? Kaj to delate vi na planinskih izletih? Pa sem jaz rekel, ne, tam sem nekaj padal, brez sem se spotaknil. Potem pa so šli moji starši z enim iz Ferrajna enkrat v Rusijo, ne, za 14 dni na en izlet, taki, pač takrat se je v Rusijo hodilo, si lahko Zenit fotoaparat kupo, če si ga prešvercal. In so jim sva tam razložili, kak jaz plezam, pa kak sem dober, pa da enkrat sem pa res padal, pa sem se fajn potolkal, ne. Tako da, no, pol sem pa povedal, da plezam. To je še eden od naukov zgodbe, ne? Da nobena stvar ne ostane skrita, vse pride prej od slej na plano, ne? Absolutno, to pa drži, ne. Prej v bistvu nisi pol nič kaj dosti hodil v hribe, iz starši, ste imeli kakšno tako hribo? Ne, starši niso nič se tak športom preveč ukvarjali, bolj pikniki, pa to pa badminton. In potem sem jaz, ampak jaz bil, ko sem bil mali, sem bil malo bolj okrogel, ne. In sta me starši, pa tečen sem tudi bil malo, ne, nisem naporen za starše. In pol so me malo, če bi se z vsakim športom malo ukvarjal, ne, da ne skozi domačica, kekso jedel, alpsko mleko pil, pa kaj smo imeli takrat Zlata knjiga, ali kaj so bile ona zbirka mladinske knjige, ne. Vse knjige že 2-krat prebral, sem jaz moče kaj probal, ne. In pol je bil planinski krožek, v 2. razredu sem šel na ta planinski krožek in potem sem planinski izleti so bili na 14 dni in sem hodil. Jaz spomnim se, da prvi smo šli tam Kal Mrzlica v Zasavju in je bilo ekstremno naporno, pa mama mi je dala ene čist nove šube zraven, take brez podplat, mislim, brez vibrama. A si pol usvojil zlati znak mladega planinca, ali ne? Na začetku mena sem bil kar, da sem kar na te značke bil malo mahjen. Sam ne vem, če sem dobil kako značko, ne, nisem prepričan, sem prej začel potem plezati. Enkrat sem si izpisal eno misel Carlosa Comencianja, ki je rekel v High Mountainu leta 2004 napisal takole: Pogosto se sprašujem, kako danes mladi alpinisti,
ki želijo v gore plezati, kot se spodobi, usmerjajo svoje sanje. Kot posod v življenju tudi tu obstajajo dejstva, ikone in idoli, ki jim lahko sledimo. Toda, kje so dobri izgledi danes? Je takrat Komensana sprašoval pred 10 leti. Kdo je bil tvoj tak vzornik? A si imel kakšnega vzornika, recimo, v plezalskih vodah? Kako se je pisal, gospod, se pričem? Carlos Comensana. No, Carlos Comensana je imel problem, ker ni živel v Sloveniji. Ne? Ker če bi on živel v Sloveniji, bi imel nešteto dobrih vzorov. Ne? In jaz sem imel to srečo že takrat v zelo zgodnem, bi rekel tudi neki zopet eni od zlatih dob slovenskega alpinizma, ne? Ker bi rekel, da ta zlata doba res traja. Ne? Je bil ta trio Fantasticus, ne? Franček, Silvo, Johan, ne? In standardi so bili postavljeni, tako ni bilo treba kaj dozgledati okrog, ne? Podelek smo prebrali alpinistične novice, pa je bilo vse jasno, ne? Kako pa kaj? Kaj je pa kaj ni? Si jih zelo zgodaj srečal v hribih, si jih hitro spoznal in tako, ali? Ne, niti ne, ker so bili kar okrog, pa ko smo jih pa tako, gledali smo jih pa tako bolj daleč samo. Ne bi upali blizu. Spomnim se Frančeka prvič enkrat na Radohi, da je čez noč padel sneg, pa Franček je imel kar ene čevlje, ene plezalnike za dostop, takrat je splezal glih eno 9 minus tam Blanežu, kar je bilo zdaj se čase itak odklop od spodaj gor. In Franca je šel zjutraj, ko je sneg padel, ker pozdol, ne, jer je ker to te čevlje, ko on zaplezal, ko je po snegu ne podal, ne. Pa doskrat je bil tak tudi v Celju, na železniški tudi. Mislim, je bil res absolutno vzor. In še danes, za mene, zagotovo en idealno, bom rekel, v svojem njegovem čistem pristopu k plezanju. Si pa vsem imel kar nekaj, bi rekel, soplezalcev, ne? Janez Eglič, Silvo Karo, Miha Praprotnik, Martina Čufarclo, Andrej Grmovšek, če naštejeva samo nekatere, recimo. Ko si izbiral pa soplezalce, kaj je bilo pravzaprav pri tem odločilno? Te je bilo pomembno, ne vem, da je nekdo boljši od tebe, ali da sta enako vredna, ali koliko si rekel tudi v filmu, da se imaš fajn z nekom, da je super plezat pravzaprav. Soplezalca v nekem smislu niti ne vzbiraš, v tem smislu, ali pa vsaj jaz jih nisem, ne, ampak če se zdaj spomnim, zdaj zagotovo v nekem bolj rani dobi, ne, iščeš pač ljudi, ki te lahko, se učiš se tako celo življenje nekoga, ampak vseeno, ki te nekako, ja, ki ti dajo, bom rekel, ki te naučijo hoditi, ne, v tem svetu, ne, plezalskem ali alpinističnem. Potem iščeš nekoga, ki je isto nor kot ti, da je pripravljen deliti tvojo avanturo, ne? In če bi se zdaj, kot že neki stari podjetnik pogledal, na koncu mogoče pa iščeš tudi nekoga, s katerim lahko narediš nekaj, s čemer nekom drugim ne bi mogel, ne? Se pravi tudi malo podjetniško, ne? Je, zdaj zelo narekovaj, ker je to lahko tudi v Sloveniji podjetništvo, to se ni raketat, ne? Se hitro zapreja. Samo, ampak kot nek podjem skupni, ne, kjer dejansko se srečata dva, ne, vsak ima, recimo z Mihom, ko sva plezal, on je bil odličen plezalec tehnike, ne, se pravi, da je plezal, pač je splezal kap in tak. Jaz sem bil, mene je zanimalo samo športno plezanje, so tu najne smeri nekako odražale tega duha, ne, so imela zelo težka mesta tehnična, ne, ki se jih ni dalo preplezati prosto in pa prosto. Z Andrejem, z Martino sva šla splezati Hotel Sopramonte, to je pač več raztežajna športna smer, tak res kot fan njej, kot k neki, bi rekel, tekmovalni karieri, takrat vrhunske plezalke, meni pa kot pač neki escape v septembru iz službe, ne. Ampak ja, vsi, s katerimi sem plezal, mi šel še enkrat plezati, zagotovo. So tudi te ljubljansko-štajerske, mariborske zamere pri takih kombinacijah bile vedno pozabljene, ali je bilo nekaj tako malke za podžigati do tega? Ja, tega žal ni bilo, ne. Nekako niso razumeli teh fint, ne.
Tako da, ali pa se pa reče resno vzeli. Ne, tu moram povedati, jaz sem bil Štajerska takrat, Maribor rečemo, ne Štajerska, ne? V plezalskem smislu, ne, dejansko ni bila plezalsko razvita, ne? In jaz dejansko nisem imel v tistem času tam s kom iti plezati, ne? In potem sem se nekaj časa družil s koroškimi plezalci, ki smo pač tam bolj plezali, to je bilo najlažje iti z vlakom na Radovko, ne? Kasneje sem pa potem bil res zelo lepo sprejet od Mihe Praprotnika, Igorja Jamnikarja in smo začeli skupaj plezati, taki mladi nadobutni, ne? In mi je to zelo veliko pomenilo, ne? Ker dejansko v Mariboru to pa športno plezanje, pa magnezi, to si kar malo v žepih skrivali, zato ker da ne kdo videl, ne? Ker kdo je spet s tem plezal, ne? Pa nam je tam skalce umazal, pa tak. In ja, in potem sem začel plezati, potem se začne to vrteti. Nekako te življenje samo prinese pravega človeka na tvojo pot in ti si za njega pravi in je super, ne? Si kdaj plezal tudi s Štefom, s Stevom Hausom? Ne, s Stevom nisem plezal, Steve je začel plezati v Mariboru. Pa zdaj, če Steve je super dečko, ampak takrat je bil, tako bi rečel, Maribor bolj pomijek še, ne? Ker je začel plezati, ne? In res, to smo tudi povedali, ne, res nikoli mislil, da bo on tako dobro plezal, ne, vsaka čas, mislim, to je res, mislim, čudeži se dogajajo, ne, ker tisti začetki njegovi so res bili, ampak ta volja, ne, pa jaz mislim, da je ta srčnost, pa to, kaj je tam začutil, ne, in seveda tudi to, da je pač začel plezati v Sloveniji, ne, je bila zagotovo za njega ena prelomnica, ampak to bo lahko on lažje povedal, on je bil malo mlajši, pa kasneje začel plezati, je sicer bil tudi v gimnaziji, takrat tako kot jaz, v neki paralelki, ampak je res začenjal. Jaz pa sem se takrat že počutil kar malo bolj močnega, ne, in tako da se nismo čisto družili takrat, škoda. Ja. Tudi Steva si že nekaj časa prizadevam dobiti sem, tako da mi tudi Mark malo pomaga pri tem, tako da evo, če ga už daj kaj videl, ga kar malo povej, da ne boli, no. To je Mark boljši naslov, to je Mark zagotovo boljši naslov, ima boljše reze, ko je. Sta malo več skupne naredile. Zdaj, vi imate seveda tudi priložnost kaj vprašati, tako da če boste vmes imeli kakšno misel ali pa karkoli, jasno, dvignite roko, takoj vključimo v zgodbo. To bi res bil vesel, če kdo kaj vpraša. Ne, vse gledaj, mislim, vse, če bo kaj takaj, kaj se žene tiče, te pač ne, drugo pa lahko vse. Ker smo v Domžalah in ker si seveda plezal tudi z Johanom in Silvatom, me zanima, kako si njiju doživljal, kako sta si pravzaprav tudi ona dva na eni strani podobna, na drugi strani različna. Kaj zlasti recimo lahko o Johanu, ki ga zdaj že toliko let pogrešamo, poveš? To je vedno malo težko. Ja, sej. Ja. Ampak kljub temu, da Slovenci zelo radi govorimo o tistih, ki jih ni zraven, ne, ampak Bova še prišla do tega, sploh ni noben problem. Zadnjič sem imel klele kot gostjo Mino Markovič, ne? In Mina je rekla, da sta plezanje v dvorani, ne? Se pravi, več gibov, manjši gibi, manj uprimkov, in pa plezanje v skali, dva popolnoma različna športa, ne? Kaj je ob dejstvu, ne, da si pravzaprav pa ti na obeh področjih, se pravi, in na športnem plezanju in na alpinizmu, ali, ne vem, če poiščeva eno drugo primerjavo, je to zdaj tako, kot da bi, ne vem, met kladiva, pa met kopja metov, ali... Ne, sta dejansko dva različna športa, ne? Ampak za mene, mi smo bili zraven pri ko se je tekmovalno plezanje pravzaprav komaj razvijalo, ne? In danes je seveda to veliko bolj vsak sebe. Moram vedeti, da so bila prva tekmovanja še v skali, ne? A si ti bil takrat na tisti prvi tekmi v Domžalah, v hali komunalnega centra? Ja, to sem že bil dovolj star, ja. Jaz sem zgrešil prvo tekmo, prva tekma v stari Jugoslaviji je bila v Splitu, na drugi sem potem bil, potem je bila tekma v Ospu, vsaj mislim, da je nekako tako potekalo in potem je počasi šlo, je bilo nekaj tekem počasi je šlo potem na plastiko, ne. In ja, plezanje je različno in tu je bil mogoče tudi nek moj problem, da tako rečem, ker me dejansko
to plezanje ni tako potegnilo, ne. Ker kakorkoli, če si bil v neki izolacijski coni neko nedeljo, zunaj je bilo pa lepo vreme, ne, in se ti je zdel na nek način dan zamujen, čeprav je z vidika spoznavanja sebe, vsega tega, sigurno ful dobra izkušnja, ne. Tudi zahteva drugačen pristop kot zunaj skali imaš še vedno drugo, tretjo priložnost, recimo neko težko smer splezati, medtem ko na tekmi je pač tista tekma, ne. Ta stres se jaz neko obdobje dobro prenašal, potem pa malo manj. Pa je športno plezanje dejansko sam, bi rekel, lahko kot trening za alpinizem, ali je vendarle tudi, bi rekel, ti da neke druge gibe, neke druge prijeme, nekaj, kar ti pa dejansko tudi lahko pol v steni v hribih pomaga? Absolutno, gledajte, ravno tu je, jaz mislim, bila velika pridobitev tudi za plezanje v hribih, razvoj športnega plezanja. Meni osebno pa tudi, jaz mislim, da vsem drugim je seveda ta sistematičen pristop k treningu, obvladovanje raznih situacij, kjer tudi veš, kje se tvoje meje, ne, in se jim lažje približaš na ta način. Predvsem pa imaš eno samozavest, ker veš, da si neče, pač kaj lahko narediš, nekje so, koliko še imaš rezerve, ne. Seveda dojemanje je vsakega posameznika lahko zelo različno, ne. Zdaj, ker že nekaj časa ne plezam toliko zares, ne, ali pa zelo malo, in pa pri meni osebno, to ni za posploševati, seveda nekako ostane nekaj stvari na vrhu, da tako rečem, ne. Kjer si se najbolj približal mogoče nekim svojim navideznim mejam, kakorkoli, ampak vseeno ostanejo ti alpinistični sponi meni osebno nekako višji, ne. Vseeno je mogoče športno plezalni spon bolj športni dosežek, čeprav moram povedati, tako kot je recimo dva športna spona, pa recimo Punks in the Gym v Avstraliji takrat, pa Just Do It pa tudi nekako sta v tem rangu. Drugače pa v alpinizmu je vseeno toliko avanture, toliko nepredvidljivega, skupaj si z nekim tovarišem, ne, in to so vse neki momenti, ki dajo nek naboj čustven tudi in pač tudi to nekako ostane na sipu, ne. Športnega plezanja ste se lotevali bolj kot ne sami, ste že tudi takrat imeli, bi rekel, neko trening podporo oziroma trenažno podporo v smislu kakšnega trenerja, ali ste si bolj izmenjavali izkušnje drug do drugega in se sproti pravzaprav učili kako in kaj? Ja, tu je bilo tako, da smo bili zelo samouki, ne. Moji prvi treningi so bili pač na domačih vratih z, ne vem, onimi 6 radenskami, za pas obešenimi, pa sem se števal doma, ne. Potem sem to povedal Viliju Gučku. Vili Guček mi je napisal, je bil takrat Gifovc, ne, in mi je napisal trening. In on mi je napisal maksimalna moč, vzdržljivost v moči in pa vzdržljivost, ne, treningi. Jaz sem to pridno treniral, sem prišel na državno prvenstvo takrat v Zagreb in sem suvereno zmagal, ne, iz, rekel res, iz 7C na 8B v enem letu, kar je zdiste, čas je bil kar preskok, ne. Pa pravi Gučko, kaj ste ti delal, ne? Sem rekel, to, kaj si mi napisal. Ja, pa kako, sem jaz isto delal, ne? A razlika je bila, da Gučko je delal en mesec, ali pa ne vem koliko za vzdržljivost, pa pol en mesec vzdržljivost moči. Jaz pa sem vedno vsak trening vse skozi naredil, pol sem šel pa še v Dobrano na štangu, pa sem še tam naredil isti trening, ne? Pač bil sem prvem letniku študija, malo trpel, ampak to je bilo vseeno, ne? Na koncu nekih 5-6 ur, pa malo še stretching delaš, pa to pa te nekaj rata, ne? In tudi to je bilo seveda za tisto leto fajn, ampak jaz mislim, da sem si takrat tudi nekaj nastavkov, nekih športnih poškodb nastavil, ki so me potem spremljali čez kariero in tako da jaz mislim, da danes to, da imajo trenerji, da vedo veliko več o treningu, seveda pomeni hitrejši napredek in pa tudi pomembno je bilo pa tudi srečanje z Wolfgangom Gillichom, takrat res nekako podcenjenim športnim plezalcem tistega časa. Takrat se je namreč začelo že športno plezanje in tekmovanje in on na tekmah ni bil uspešen. Imel je male brke, pa bele zokne v plezalnikih, pa tako sladke, res ni bil za pogledat, ne. Wolfgang je res plezal dobro, ne. Wolfgang je splezal prvo 8B, prvo 8B+, prvo 8C, prvo 8C+. In če mene vprašate, ne, ali pa celo 9A, ne. In če mene vprašate, ne,
premakniti, pa večino teh smeri so kasneje dvignili ocene, še to treba povedati, pa premakniti mejo ali pa splezati za, ko je nekdo že nekaj, to je 1:10. Se pravi, Wolfgang je bil neprimerno boljši. Bil je pa tudi inovativen v metodah treninga. In je bil v teh, njegov trening je res temeljil na maksimalni moči. Ne? In mi smo se srečali, Patagoni smo tam malo skupaj trenirali, smo se pogovarjali, potem sem imel to srečo, ko je ravno Cliffhanger snemal, se je vračal iz Amerike, ko je bil dvojnik Stalloneja, tam na Oberschellenbach, kjer sta živela s Kurtom Albertom skupaj. Tam so se menjavali res od Jerryja, Moffata in tako. Skratka, ni bilo koga, ni bilo v tisti bajti. Ne? In Rodpunkt je tam nastajal, revija, vse. Ne? In dejansko sem pil takrat, da tako rečem, pri izvoru. Ne? In to mi je tudi pomagalo pri treningu, ker sem pač, veste, ko si z nekom, ki je toliko boljši, ne? Tudi zelo hitro napreduješ do tega. Žal sta in Wolfgang in Kurt pokojna. Wolfgang je umrl v avtomobilski nesreči, je zaspal za volanom, ne? Kurt je na eni Ferrati padal, ne? Mislim, skratka, za dva res top pionirja športnega plezanja, to so žalostno konec, ne? Pred 2 letoma je išla knjiga Zgodovina slovenskega alpinizma. Avtorja sta Peter Mikša in pa Urban Golob. Urban se je pred dnevi tudi proslavil in se ga v tej priložnosti tudi lepo spominjava. Knjiga je zasnovana tako, da teče pač besedilo, potem usporedno zraven v stolpcih so pa še tako imenovani stebri slovenskega alpinizma. In med temi stebri, mislim, da jih je vsega skupaj 38, tvoje ime za manj iščemo tam med temi stebri. Te kakšne take stvari, malo poezijo, ali te pravzaprav vseeno, kako se te stvari vrednotijo, ali misliš, da tudi mogoče še niso vse stvari tako postavljene na svoje mesto, kot bi pravzaprav morale biti? Glede, zagotovo, ko sem jaz začel plezati, ne, nisem razmišljal o tem, da je bil v kakšni knjigi ali pa da bi bil kak steber. Ne. Na nek način, če sem z svojim plezanjem v času, ko sem bil aktiven, koga navdahnil mogoče, ne, je to. Moj soplezalec Andrej je, mislim, da med stebri, ne, in glede na to, da smo nekaj časa skupaj plezali, sem mogoče neki temelj za steber, no, te vzpostavil. Pri Grmotu piše tako, ne, po letu 2001 je vse več plezal z Markom Lukičem in skupaj sta tvorila udarno navezo, ki je vsako leto premikala slovenske meje zahtevnega prostega plezanja dolgih smeri v Alpah, tako po leti, kot tudi po zimi v mešanem plezanju. Tako da je v bistvu kar en spodoben del njegove obrazložitve pripada vajini navezi. Ne. Knjiga tudi Grmota nekako umešča med idejno najmočnejše alpiniste. Kako je bilo z idejami pri tebi, recimo, s tem raziskovalnim delom alpinizma? Jaz sem bil mogoče dokaj športno orientiran, ne? Če temu lahko rečem. Tudi moja fizična pripravljenost, kaj se tiče, je bila na tekmovalnem nivoju. Ne? In jaz sem želel pač ta level, ki sem ga imel v plezališčih, prenesti do velike stene. Ne? To so uspešno počeli pred mano že druge generacije, konec koncev. Franček Silvo Johan, ne? Verjetno že kdo pred njimi, in pri vseh teh zadevah je itak tako, da ti stojiš na ramenih tisti, ki so to pred tabo počeli. Se nisi ti prišel z Marsa, pa zdaj tu vtrgal. Ne? Tisti, ki so pred tabo to naredili, so ti samo dali roko, ne? In da ti podaš naprej. Ne? Stari časih smo imeli štafeto. Ne? In glede, to zdaj, kaj jaz sem ali kaj nisem, to je pravzaprav popolnoma nepomembno. Kar zagotovo sem bil prvi, ki je pač prinesel te res visok nivo športnega plezanja v stene. Ne? Pač ta smer norcev, prva 8A v Sloveniji, Las Mini, prva športna taka 8A+, ali pa prva prosta ponovitev Žama Knerova takrat. Vse prve slovenske ponovitve proste v Cinah. Pač to so neki rezultati. Jaz pa dejansko bil velik del časa v športnem plezanju in potem, ko sem začel spet plezati v hribih, sem že delal. Ne? Sem hodil v službo in enostavno nekako ni bilo te časove. Pa niti mi ni bil nekam izziv, več takrat hodil na neka potovanja, imel sem 2 otroka. Mene je zanimal res
da je težko. Zdaj, cela zgodba, filozofija, jaz sem imel zagotovo svojo filozofijo, z Grmatom smo, mislim, da skupaj. Veste, to je tako, ko smo z Grmom začela plezati, je bil on na nek način slabši plezalec od mene. Potem smo bila enakovredna in potem je postal boljši. In to je nekaj najboljšega, kaj se lahko zgodi. In če je zanj Andrej, pa fanti, ki tu sedijo, so ali pa bodo stebri, je to samo dobro. Super. Tale Patagonija, vabilo za Patagonijo je prišlo od Johana in Silvota, ali kako je to izgledalo? Ne, vabilo je prišlo pravzaprav od Miha Praprnika in Johana, da sta skupaj splezala El Capitan. Jaz sem bil z Mihom že prej enkrat na Fortalesi in nekako, takrat sem bil ravno poškodovan. V bistvu sem treniral za svetovno prvenstvo, ne vem kaj je bilo, Frankfurt, ne spomnim se točno, kaj je bilo. V športnem plezanju sem se nekaj poškodoval in potem je bilo nekako tak, če bi šel, ne? In seveda sem to takoj sprejel, prvo zaradi brev ekipe, drugo zaradi cilja. Naš cilj je bil seveda preplezati južno steno v alpskem stilu. To se je ravno fiksiranje vrnitev, sem enkrat na Fortalesi počakal, to je bilo to. Seveda, potem smo trčili ob kruto realnost, tu bi jaz mogoče takrat šel rajši splezati, kaj res hitro in tako naprej, ne. Ampak nekako smo bili ekipa, odločitev je padla, da pač potegnemo to smer v južni steni. Ni bil ravno zdaj neki stil, ne, oziroma je neki stil bil, ki je počasi odhajal. Ampak je bilo vrejo, čudovita izkušnja. No, ko ste me prej vprašali za Johana, tu lahko povem, Johan je bil podobno kot izredno tekmovalen, ne. Vsaj jaz sem ga tako dojemal, ne. To je bila dirka do podstene, ne, kdo bo prvi, pa kdo bo prvi to, pa kdo... To je bilo fajn, je bilo, ne, ker sem jaz tudi rad dirko, znam do podstene, sem bil vedno zadnji. S Silvom, recimo, ko sva plezala, ne, pa te zadeve, sicer nisva plezala takih stvari kot z Johanom, ne, Salvatore, je pa bil Silvo veliko bolj, že tudi, ker ta razlika v letih bolj očetovski, zaščitniški, res si se počutil tak, kot da te, kot je King Kong v roko vzame, ne, če ste spomnite tega filma, ne, tak, ne, tam avioni frčijo, pa on te teči, ne. In, ampak to je bilo tudi v dveh različnih obdobjih, ne. Jaz sem plezal z Johanom veliko prej, pa potem z Silvom, ne. In seveda potem tudi mi vemo, da mi starci potem malo zgubimo to ostrino britve, ne. In smo na nek način veseli, če lahko plezamo z mlajšimi, ki bo jutri res najboljši, ne. Ta tekmovalnost, ki te v bistvu ves čas spremljala in kaj tudi priznavaš, ne, se je kazala tudi v tem, ne vem, da si se upal recimo tudi kakšno stvar napovedati, ko si to, da boš splezal smer Norčkov v Šitah, v bistvu tudi v Planinskem vestniku, v enem intervjuju celo vnaprej rekel, pa rekel, jaz, se da vprašal, kaj pa naslednji cilj, se rekel, evo, prosto bom splezal smer Norčkov v Šitah. Jo, to se zdaj sicer ne spomnim, ampak sej skozi imaš neke take cilje, ne, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, ne. In recimo isto je bilo z punksi v Avstraliji, z Just Do It, in to so bile neke stvari, ki sem jih sorazmerno dolgo nosil v sebe, ne. In dejansko, vse veste, najprej je misel, ideja, ne, potem pa to počasi gre do neke materializacije, ne. In teh idej je bilo dejansko vedno na pretek, še zdaj je samo duh je močen, telo je šibko, ne. Ne bo šlo več. Evo, zdaj se je kaj vključil v pogovor, kaj je vprašal, kaj je pokomentiral. Ne? Nič hudega, sej še en čas bova še midva tlele pletla tole najno navezo. Upam, da štajerski, to zdaj namerno, jaz glede v avtohtonem jeziku svojim govorim, ne. Upam, da me razumete. Fajn. Veliko si plezal tudi z ženo Alenko, ki je tudi tekmovala na hitrostnih tekmah v Pakanici. Že prej v bistvu pri navezah si malo rekel, ne, da je pomembno, ne, da se najdete dve sorodni duši. Se ti zdi tudi tako, rekel, čisto v tem privatnem življenju to luštno, fajn, da najdeš človeka, ki počne vsaj približno iste stvari kot ti. Tu sta dve možnosti, ne. Mislim, sobivanja, ne. Ali ne počneš nič skupaj, ne, ali pa počneš zelo dosti skupaj, ne, mislim, ne. In tu Alenka je zagotovo zelo dolgo, dobro, to itak, da ti da družina, pa če imaš te zadeve porihtane eno stabilnost, ne.
ampak Alenka mi je res tudi pri najtežjih smereh v športnem plezanju, to je tako res malo suženjsko delo, ne? To varovanje, predno nekaj naštudiraš, to te mora res imeti nekdo rad, ne? Da se mu da. In to so bila leta, ne? In sva, jaz od tistih 78B, ki danes, tako brez veze, fantje splezajo po mojem 2 tednih, ne bi splezal polovico tega, če bi moral vedno nekoga iskati, pa ki se bi mu dalo zihrati, pa kodežuje, pa ono, pa tretje, pa najhujše, pa to še nič ni hudo, ne? Ker sem pač malo bolj eksploziven, kot ti ne gre, te pa oni spodaj kriv, ker tebi ne gre, ne, nisi ti kriv, ne? Pa kak me zavaruješ, ne? Pa kak si me spustila 10 cm preveč, veš, kak se jaz smatram, pa tak dalje, ne? To tisti, ki plezajo, vedo, ne, da to ni hec, ne, če moraš 10 cm več se gor potegniti, oni doli pa cel dan če pipate, samo gleda. Tako da tu se bi še enkrat res zahvalil, ne, za vso to potrpljenje, ampak to ne morate verjeti, da to se ni zaključilo s plezanjem, to še kar traja. Ampak kaj pa prednost danes sva? Zato, ker sem se jaz malo v športnem smislu zapustil, Alenka je v športnem smislu pregovala in danes lahko super hodimo skupaj s turnimi smučami, pa s biciklom in smo glih tu ebni. Pa mularija? Ne, mularija pa ne, mularija pa, to mi je pa najhujše, ko mora kdo iti turnimi smučami, kam znam, to pa je, ampak to je res za razumeti, če tako gledamo, ne, ker jaz bom tukaj čisto zbito povedal, da tudi sem imel otroke, ko sem bil še športno izredno fokusirati. In seveda, ko so morali to leta zraven gledati, pa vsak vikend nekam, pa ono, normalno, da nimajo ravno nekega žara, da bi to isto počeli. Predvsem pa je pomembno, ne, in to zdaj sin mi večkrat že rekel, ne, pa ti gledaj, ti možeš razumeti, da jaz bi rad druge stvari počel, ne. Jaz bi se rad smučkami dol vozil, ne bi rad gor hodil, ne. Tako da, učim se, ne more biti samega sebe, ampak se učim, se trudim. Ker tudi Lynn Hill je na tem predavanju v Cankarjevem domu prejšnji teden tudi rekla, ne, jaz svojega sina ne silim v nobeno stvar. Sem pa rekla to, ne, da dejansko tako kot mi, ne, neko hribovci ali pa kdorkoli že neke stvari počne s srcem, je treba tudi mulariji pustiti, da svoje stvari počnejo s srcem, ne. Tako da ja, se mi zdi to taka lušna stvar. Ja, seveda. Vse to mi vsi vemo, ne? Včasih nas malo zanese. Iz 10. težavnostno stopnjo si se srečal v Cinah, še prej si naredil tudi legendarno smer riba v Marmoladi, v Dolomitih, Italiji. A je tudi kjera od teh zgodb bi bila zanimiva za kakšno filmsko upodobitev, recimo, ali pa si kdaj razmišljal o tem, vidim, da si imel neki feelinga tudi za to? Si moral kle tudi kaj še statirati, si moral kaj ponavljati, ali so te pustili primer, da si plezal, kakor si plezal? To bi to kar od prve. Jaz sem malo gledal zraven, enkrat smo bili z Tomom Česnom pa z Fištrekom v Ameriki, pa smo malo snemali, sem videl, kako to poteka, tako da nismo kaj dosti ponavljali tukaj, ne, ali pa sploh ne. Ne, jaz mislim, da so take dosti osebne zgodbe z nekimi zelo, lahko to damo, da to dalje leti, mogoče, z zelo štosi nekimi, ki jih mogoče res zelo ozek rok ljudi razume, ne. Zdaj, če hočeš neke filme delati, morajo biti ti filmi danes uspešni, pa to je pač nek pregled, to, kaj smo zadnji tam proti koncu malo plezali, ne. Cina smo to splezali. In ne, niti ne. Ampak, recimo, lahko pa tako, ti si ekonomist, ne, rekel, nimaš kakšnih takih geografskih nagnanj ali pa tako. Kakšen je feeling držati Dolomitski apnenc v roki ali pa Julijski apnenc? Te je to tudi kaj, se da to začutiti? No, zdaj, če govorimo o Dolomitih, kot je ta Cine, ne, ja, je čisto drugače, ne. Pač ta je res narejen za res težke športne smeri. Pri nas je ali preveč položno ali pa krušljivo, če govorimo zdaj o res, mislim, je težje najti neke take smeri, ne. Tu je pač tudi prednost, da so bile to neke klasike, ki so bile opremljene že, ne, se pravi z nekimi 600 starimi klini, ne. In je bilo pač malo zaščistiti, skala je drugače pošljiva, ampak drugače plezanje pa res genialno. Si imel feeling tudi, da si med plezanjem znal videti tudi kakšen fosil ali pa kakšno obliko, ki te je tam pritegnila ali pa neko orožje, ki si jo videl tam v steni,
Je to kdaj kaj zmamlo ali... Zdaj moram reči ja, ne. A? Ne, ker bo... Jaz bom tako odkrito povedal, jaz čist no hard feelings povem, ne, mislim, jaz sem super rad plezal, ne, pa fosili so mi tudi všeč, samo sem res bil takrat res zelo sfokusiran na vzpon. Ne, ni dosti prostora. 8. marc bo hmala, veš, tako da. Kaj to se pomeni, da se je že zdaj tako fosilal, ali kaj ne pomeni nekaj? Ne, govorim o rožah. Rože, ja. Ne, sej pogledaš malo, pa to je fajn, ampak jaz čisto res odkrito povem, vem, kako drugi to dojema, ampak dejansko, jaz sem bil res sfokusiran takrat na vzpon. Glejte, ker vzpon nikoli nima čisto jasnega konca, ne? In meni pri tovrstnih vzponih, pa to niso bili nevarni vzponi, da se razumem, to niso zdaj vzponi v smislu, da so nevarni. To je bil, to, če govorimo o teh zadevah, bolj ta neki športni vidik. Dejansko ne želim, ali pa nekdo drugi se bi čez tisto razbremenil, ne? Jaz sem pač imel nek svoj princip koncentracije in sem bil v nekem svojem filmu Drive noter, ne? In sem pač imel tisti fokus. 24. april je tudi en tak datum, ti prevrejo kakšni spomini na to, če te sam takole vržem v to zgodbo. Ja. Kaj še lahko letnico dobim? Takrat si 6-krat v enem dnevu splezal čez steno Aniča Puka v Paklenici. Potegnil 2100 metrov, si nabral pravzaprav kle višinske razlike. Ampak če drugače pravzaprav vprašam, prej smo nekaj v avtomobilih, pa v hitrosti in tako naprej, ne? In vemo, da hitrost v prometu nekako ne špila, ponovadi hitrost pomeni povezana z nesrečo. Kako gre pa hitro, lahko plezanje, z malo opreme, skupaj z varnostjo v vrah? To je zdaj težko tu govoriti, ko so večji mojstri od mene tukaj, ne? Ampak zagotovo je lahek stil, pač v mojem dojemanju, osnova, ne, nekega varnega gibanja. Na drugi strani pa seveda sam stil šteje, ne, ker za mene je pač jaz neko svojo mantro, ne, ali pa neko svojo izjavo, da z etiko, ne, je alpinizem več kot šport, ne. Brez etike pa ni niti šport, ne. In ta meja je ozka, ne. Zato je seveda stil vse. In lahek stil sam po sebi narekuje na nek način, kaj bo ven prišlo. Veste, ko si daš en power bar preveč, ne, v žep, je že konec. Mislim, pač vedno z malo manj, kot je treba, ne. Ampak se pravi, tu so zdaj fantje noter, ko bi lahko o tem več povedali, pa mogoče boljše, če ni povabiti, ne. Ker imajo tu res več izkušnji. Ja, se takole počas dokumentiramo, počas zbiramo in tako naprej. Recimo, kle prideš na vrh, pol te čaka en sestop in če imaš recimo ta privilegij, da lahko celo sestopaš po neki zavarovani plezalni poti, a po tisti poti, ki je opremljena in namenja nam, navadnim hribovcem, ne, plezaš, hodiš, kaj počneš na tisti poti? To sem imel res neko obdobje, ko sem res tudi vedno splezal dol, ne, da se nisem kaj prijel, ne, za kakšen klin ali pa zajlo. Pol sem pač že to malo začel uporabljati, ja. Tako malo provokativno sprašujem, ne, ker se mi zdi, da tudi s temi našimi običajnimi planinskimi zavarovanimi potmi, ne, se ne znamo čisto dobro odločati. Ali bomo na teh zavarovanih plezalnih poteh hodili, ali bomo plezali, ne. Ker to, kar imamo zdaj, je namenjeno lih, to, kar imamo, pravzaprav so nekaj napredovala, oprijemala, da se ti primaš, potegneš gor, ne. Potem pa zelo težko se varuješ, ne, zato ker pač so tako na gosto klini nasejani in tako naprej, ampak spravo, to je taka malo bolj drobna provokacija zate. To je, samo to je neko drugo sociološko vprašanje, kako smo mi do tega sploh prišli. Ja, množično se ja, jaz, zdaj, če bi bilo ravno po moje, kaj to zdaj ne bi bilo, ne? To v hribih in tako naprej. Ja, me moti, ja. Te moti? Mislim,
To je zdaj mogoče se spet malo strpati, ne. Veste, tudi zdaj sem bil ravno v Dolomitih, smo bili, ne, pa vsi naši kolegi so smučali, mi smo hodili z ženo s Turnimi, za Lenko. Zdaj recimo, da naša civilizacija izumre, kar je sicer zelo verjetno, tako se obnašamo. In čez 5000 let prije pa vidi tam one žičnice pa zajle, nekdo. 100% bi bil, da smo nekaj kopali tam gor in da smo to dol vozili. Komu bi lahko razložili, da je to bilo zato, da se nekdo gre smučati? Če me razumete? Mislim, taki poseg v prostor, tam Dolomite, ne, ampak denar je nad vsem, ne, in edino zveličano, ne. Pa nis, gled, jaz sem v biznisu, da se razumemo, ne, money maker, ampak vseeno, ne, nek premislek, mislim, da je, oziroma za nek premislek je prepozno, ne. Če greste vi v okolici Cortine poleti s kolesom, cel kup kolesarskih prog, ki so vrisane, ne, jih več ni. Zato, ker so tam šli zemeljski plazovi, ki so posledica erozije, ki je posledica tega, ko tam gor pogledaš, je jasno, zakaj to, ne. Pa bo zdaj še počas bo se približujeva koncu, bo morala sigurno še nekaj reči tudi o tem tvoji poslovni poti. A se del te tvoje, bi rekel, hribovske knjižne filozofije kaže tudi v podjetju, ki, kot smo rekli, izdeluje pač pasivne hiše? Ja, gledajte, ko sem jaz prišel v posel, ne, itak se nisem imel na kaj drugega nasloniti, kot na izkušnje, ki se jih imel s plezanjem. Ker drugih izkušenj nisem imel. Ker je vse moje bistvo zelo veliko let bilo povezano samo z tem. Ampak zadnje je le ekonomska fakulteta z odličnim znanjem, z odličnim renomejem in tako naprej. Glejte, zagotovo je bilo na fakulteti veliko ljudi, ki so imeli bistveno več znanja od mene. Jaz sem se pač ravnal instinktivno, tako kot plezam velikokrat po nekih svojih načelih, kaj je vrel, kaj ne, ker sem imel ta privilegij, da pač sem bil v družinskem podjetju, sem lahko tudi nekako narekoval v smer razvoja, ki je nekako šla v smer čim manjših vplivov v okolje. Zdaj vedno, ko mi začne nekdo o tem razlagati danes, ne, se tak primeš za žep, ker ti hoče nekaj prodati, ampak dejansko je bila pač filozofija, da če že nekaj počnemo to, ampak to je, da je za vse dobro. Ne. Pa ne bi o tem, ker to je res lahko hitro prestopiš neko mejo, da začneš nekaj prodati. Ena smer, ki si jo s plezanjem, ste pa tudi pomenovali prav, ne, kaj ima ljubezen s tem, ne? Ljubezen v teh vaših bajtah, kaj pravijo uporabniki, oziroma... Tako dobra ljubezen, imajo takoj nove otroke. Super, to je glavna zgodba pravzaprav. Koliko časa morajo ljudje živeti v vaši bajti, da rečejo, ja, to je pa res tisto, kar smo pričakovali, kar smo... Kar mi opažamo kot sociološki fenomen, seveda, da postajamo Slovenci izredno jezen narod, ne. In da so seveda tudi naši kupci danes drugačni, kot so bili 5 ali pa 10 let nazaj, ne. Ker imamo zopet to srečo, da delamo sporedno tudi z Avstrijci in Švicarji. Sem bil nekaj časa tudi majhen diskurs, vseeno direktor, ne, CEO v veliki skupini, ne, kakorkoli, ki je kupil en fond. In več časa sem tam slišal, da pač ti elefanti Harvard, ne, niti niso tako hudo brihtni, ne. Jaz sem se celo pošalil, pa kaj tudi 4 leta vašega Harvarda proti 8 let mojega veka, ne, ker sem nas pač malo bolj dolgo hodil, ker sem plezal, ne. Ampak gledajte, znajo se reči. Slovenci pa smo še samo jezni in to me res boli, ne, ker smo res še samo jezni. In vse je kriv nekdo drugi. Ampak vse veste, ko se zjutraj v špegel pogledaš, ti je točno jasno, kdo je kriv za vse. Če bi Aljaž Stolp danes delal svojo Lumar tehnologijo, kakšen bi izgledal Aljaž Stolp na Triglavu? Jaz mislim, da je bil pasivni. Do stekla pa tak, ne. In če bi imel priliko, da bi lahko podaril kakšno planinsko bajto v Sloveniji,
bi se dalo tudi v tiste pogoje, na tisto višino, recimo ala krederca, ki je podobnega, iti s to vašo tehnologijo in nekaj narediti. Je bil to izziv, recimo? Absolutno, gledajte, se to je neminovno. Poglejte, vse zadeve, ki se dogajajo v Dolomitih v Švici, vse nove koče so grene v Minergie P, ali pa to je švicarska norma za pasivno hišo, ne? V Avstriji in tako naprej, absolutno gre v to smer, gledajte. Ampak hteli mi to ali ne, kot bi rekli, to se bo tako ali tako zgodilo, pa pustimo zdaj koče, ampak generalno. Ko bo samo energija imela svojo ceno, ne, ki ne bo digitiral naš veliki prijatelj, ki nam izvaža potem vse probleme, bo zadeve tako ali tako jasne. Ko bomo imeli produkti noter neko ekološko rento, ne, ker mi danes pač koristimo to, kaj kurimo na veliko, tako kurimo pravzaprav naših vnukov, ne. In ko bo enkrat to, bojo tako zadeve jasne, kak mora biti, pa kaj ne. Koliko lahko kaj porabi, pa koliko ne sme kaj porabiti. Kakšen uporabnik Numarjeve hiše tukaj, da lahko iz prve roke pove, pa da ni preveč jezen? Ne? Ja, Miva. Ja. Sva zelo zadovoljna in res je ljubezen v hiši. Evo, mami zole ravno. No, evo, super. Super, ja. Še kakšno vprašanje, zdaj res, ker se res počasi približujemo koncu. Hiter je menilo, ampak smo nekako fair do vas, da zadnjič v petek v Cankarjevem domu, ki je bilo predavanje o Makaluju iz leta 75, je Juč Kotnik tam rekel, da mi lahko le samo 1 uro sedimo, ker več ne držimo več vode. Jaz bi vprašal, recimo takole, jaz nisem nikoli hodil, ne vem, morbiti za to. Sem bil že majhen, nisem sploh daleč od planin doma, ampak pač recimo gora ni nora, norec izgre gor pa tako, pa dosti sem v naravi bil, skozi mogel delati v tem, nekako me ni, pa pol na srednji šoli sobote nedelja skozi te programe delati, na strojni risati, program, tako skratka je šlo mimo, ampak recimo kole razmišljam čistko, kako vsi ti vi, kakor vas je, pa jih še bo, recimo te kamnine, določene so granitne, ti imajo zelo, recimo, majhen absorpcijski koeficient, 1% pa še manj. Imaš druge, ja Madonna, mislim, jaz sem drugač za višino krasen, mislim, če bi tako rekel, fizične predispozicije, sem meni to, ne, ampak Madonna, jaz to ne zaupam, človek božji. Zdaj imaš tamle, ne, res čistko, ti imaš tamle zdaj, recimo, evo skalo, 10 let, 20 let, 100 let, 1000 let, vsrka, lago, gre dež, tlake ne, spet, zdaj je +5, +2, -15, ja, voda vsrka, kaj, vemo kvaj let, da ima več volumen, kot to gre za deformacijske procese, nenehno. Je tako. In kako kurbarija tamle, res, ne, in da se zaneseš, ne, pa ti je spodrsnil, pa da vtisnil, jaz se to ne bi, ja, sej to je tisto. Ravno zaradi tega zdaj zanimivo, ker ima tisto zrno, ne, ki ga druge stvari nimajo, ne, ki jih ne moreš predvideti, ne, in to je za moje pojme esenca vsega, ne, v plezanju. Madonna, jaz pa... Ker ne moreš naprej zračunati. Ja. Super. Še kakšno vprašanje? Zdaj, čist na koncu mogoče še tak spet malo bolj politično aktualna zgodba. Prebral sem, da se celo eden redkih gospodarstvenikov, ko pravi, da je javni sektor ni glih ne bodi ga treba v tej državi. Celo si rekel tako, da prepričan sem, da ni normalnega človeka iz tržnega sektorja, ki bi si želel znižanja plač tem poklicem, namreč medicinskim sestram, gasilcem, učiteljem in podobno. Kvečemu smo se enotni, da bi jih bilo treba zvišati, ampak ti ljudje potrebujejo dobro vodenje, pravilne postopke, prave šefe in tako naprej. Glede na vse te tvoje izkušnje, glede na poznavanje tudi alpinizma, pa bi rekel organizacijske podhranjenosti alpinizma, te kdaj Mikalo ali pa te kdo kdaj povabil, da bi mogoče tudi bolj aktivno sodeloval v komisiji za alpinizem, da mogoče tle spravili malo stvari na eno bolj tako spodobno raven. Pred veliko leti sem bil v komisiji za alpinizem, tam smo se vedno kregali zaradi neke kategorizacije, ker so eni tipi prišli z nekimi čudnimi smermi, ko jih doben videl, da bi jih splezali. In nekako, jaz nisem za te stvari, ne. Pač biznis imam, kot imam, ne. Plezanje pa sem imel enostavno
vedno to preveč rad, ne, da bi se o plezanju in znotraj plezanja še kdajkoli s kom, o čemerkoli kregal, prerekal in kakorkoli. To se mi je vedno zdelo moj privilegij, da je to nek del mene, ne, da za svoj denar pa počnem nekaj drugega. Ne. In tu bi rekel, sem imel res, seveda sem splezal verjetno manj kot vi, ne, ampak nekako mi je bilo plezanje, to je težko sicer razložiti, ampak to je tako intimno, ne, da to moraš enostavno doživeti. Super. Čisto za konc, v pogovoru z Delo, z Urbanom Črvekom si rekel, ko po težkem vzponu zaideš v meglo, v snežni metež, se nikakor ne smeš ustaviti. Dokler hodiš, živiš. Tako da, bi k temu še kaj dodal? Upam, bom že dolgo hodil. Upamo vsi skupaj, ne, na to, tako da, Marko, hvala lepa za tale pogovor. Tokrat res niste izkoristili prilike, ampak bomo te bonuse prenesli naprej. Zdaj se pol leta ne bomo videli, skratka naslednji gorniški večer je šele oktobra, do takrat pa res ene čudovite lepe dneve in čim več boste v hribi. Srečno. Hvala.